Namen te konference danes je bil še enkrat pokazati, da gre za en odprt proces, en iskren proces in jaz mislim, da so bile besede premierja, pa bojo z moje strani še enkrat ponovljene danes popolnoma jasne. Ključen za ta projekt je pristanek ali pa celo sprejemanje projekta strani vseh deležnikov, ker v nasprotnem primeru tak projekt ni obsojen na uspeh, ampak verjetno na neuspeh. Zadnje vprašanje z moje strani je zelo tehnično vprašanje. V bistvu vprašanje je šlo za kakšen postopek pri takšnem povezovanju glede sodelovanja malih delničarjev, ker gre za zelo tehnična pravila v zakonu o prevzemih, tega niti ne bi ponavljal, bi to, če kdo želi posebej, lahko kasneje povemo, ne da ni nepomemben, ampak pač tukaj enostavno povzamemo, kaj zakon določa, kako so zaščiteni, gospod Verbič je to postavil, ga vidim tam od zadaj, kako so zaščiteni mali delničarji, kakšna je procedura. Procedura je pač takšna, kot jo predpisuje zakonodaja v naši državi. Glede na odgovor, ki je bil podan po pravni plati v pisni obliki na moje vprašanje z prve konference v zvezi z oblikovanjem logističnega holdinga in posledicami za preko 20 000 manjšinskih delničarjev v družbah Intereuropa in Luka Koper, ki nista v državni lasti ali pa v lasti tako imenovanih paradržavnih skladov v tej meri, da bi omogočali takšno preoblikovanje. Torej gre za predpogoj za preoblikovanje, kakor izhaja tudi iz odgovora pravnika dr. Bugariča, ki je bil podan glede na vprašanja, ki sem jih zastavil na prvi konferenci. Danes žal nismo dobili odgovora na vprašanje, ki je izhajalo iz izračuna tega, kakšne stroške bi predstavljalo izplačilo, kot ga predvideva pravni odgovor in potek postopkov, ki je neobhoden za vzpostavitev holdinga glede na podan odgovor. Bi po ocenah in izračunih glede cen, kakršne so na današnji dan na borzi, pomenilo izplačilo in prevzem vseh preostalih delničarjev, manjšinskih delničarjev, nekaj čez 90 milijonov evrov. Vendar pa ni realno pričakovati, da bi po takšni ceni dejansko prišlo do uspešne prevzemne ponudbe in tudi iztisnitve naknadno pod pogoji, ki jim lahko rečemo pošteni pogoji. Kar pomeni, da kolikor bi upoštevali cene pred enim letom, bi se to dvignilo tja do približno 150 milijonov evrov, ukolikor pa upoštevamo realne vrednosti, po kateri bi eventualno večina manjšinskih delničarjev bila dejansko pripravljena prodati preostale delnice, torej blizu 60% v Intereuropi in pa 30% v Luki Koper približno, bi lahko to po cenah, ko so bile vrednosti na borzi najvišje, pomenilo tudi 700 milijonov evrov. Glede na čas, v katerem živimo in številne pereče probleme, s katerimi se vlada in Republika Slovenija kot skupnost sooča in ukvarja, sem prepričan, da so to sredstva, ki bi jih bilo seveda težko zagotoviti za takšen korak. Je pa še enkrat, veseli me, da je vendarle tudi vidik lastnikov, poleg ostalih pomembnih vidikov, pripoznan kot relevanten. To seveda tako rekoč neobhodno in bi želel imeti odgovor na to vprašanje, kako je predlagatelj s tem v zvezi razmišljal. Znano pa je seveda tudi to, da to ne pomeni strani združenja, ki ga predstavljam, kakršnega koli nasprotovanja. Tudi mi smo mnenja, da je potrebno na ustrezen način izkoristiti tisto strateško pozicijo, ki jo tudi z vidika logistike Luke Koper in vsega s tem povezanega Slovenija še vedno ima, pa nemara to ne bo trajalo v nedogled. A kje boste v primeru holdinga dobili denar za poplačilo manjšinskih delničarjev Luke Koper in Intereuropa? Tukaj je več možnosti. Ena izmed možnosti je tudi izmenjava delnic in potem preko holdinga z prodajo teh delnic. Različne možnosti so finančne, ali strani države, ali kakšne različne dinamične možnosti, kako priti do tega denarja. Vi ste prediskutirali? Ne, tudi te so prediskutirane, so bile tudi že predstavljene. Menim, da je seveda to vprašanje zelo relevantno in obžalujem, da ni bil podan eksaktni odgovor ali pa različne alternative, ki bi s tem v zvezi, seveda, ko gre za tako resne predloge, morale
biti pripravljene in tudi simulacije. Jaz upam, da bomo pridobili takšna pojasnila strani predlagateljev in pristojnih tudi glede na zagotovila in pripravljenost, da se srečamo tako s pristojnim ministrom v prihodnje, kakor tudi drugimi, ki so akterji teh postopkov. Meni pravzaprav ni jasen namen tega holdinga. Koliko jaz vidim, Luka Koper že v letu 2010 je skoraj da dosegla rekordno v letu 2008. Imam občutek, da uprava z Gregorjem Veselkom na čelu lahko pripelje tovora, koliko hočemo. Problem je taj, da bo Luka kmalu dosegla svoj zgornji limit glede zmogljivosti, železnica pa mislim, da je že zdaj, to vsemo, ko vsi vemo, nesposobna prevesti toliko tovora. Imamo slabo infrastrukturo, za katero bi morala poskrbeti država. In povezovanje med Špediterjem, Luko Koper in železnico nam ne bo naredilo boljših tirov. Kje je tu rezultat? Jaz še iz teh gradiv nisem uspel razbrati, ker smo jih verjetno podcenjevalno do nas dobili ob prihodu pri vratih. Tako stvar, minister Vlačič, se da ljudem vsaj kakšen dan prej, da lahko preberemo v miru. Tako da, kako bi se opredeljevali, kako lahko normalno komentiramo, če ste pristopili do nas na tak način. Torej, tak način podajanja odgovorov me še dodatno utrdi v prepričanju, da se nekaj dela za hrbtom ali pa pod mizo ali kakorkoli že. Pod mizo, za hrbtom koga in za koga? Prosim. Če ste postavili tako pogumno vprašanje, mi zberite toliko poguma in povejte, za hrbtom in pod mizo za koga? Za koga se ta projekt dela? Se to vprašanje skozi v zraku, gospod premier? Resno. Ta odgovor ni prišel ven. Res ni prišel ven. A smo dobili kak strokoven odgovor? Samo se govori, fajn bi bilo, ampak pravih odgovorov nimamo, ne vemo, ali bo uspelo. Gre za eksperiment, ne? Danes smo dobili gradiva pred vrati. Večina od nas je dobila gradiva tukaj. Na takšen način ne moremo diskutirati. Oprostite, mislim, da je vsem jasno. Če je bil kakšen projekt voden transparentno, odprto, pred javnostjo, pred vsemi deležniki, potem je bil voden projekt za misli holdinga. Morda se strinjate, morda se ne. In zato smo tukaj, da se pogovorimo. Ampak diskusija je transparentna in nič ni pod mizo. In v nobenem parcialnem interesu. Nihče noče dati nič v žep. Nihče noče nič skriti. Nihče noče na račun drugega zaslužiti. Poskušamo imeti sinergičen učinek in skupaj tukaj razpravljamo, ali ga bomo imeli ali ne. Tukaj je nek element tveganja pri tej odločitvi, ki ga moramo vzeti nase. In vzela ga bo vlada. Kako lahko se mi lotimo rizika danes, ko veliko število menedžerjev, kateri dobijo zaupanje, potem to zaupanje izigrajo in potem mi ali sistem, država, ki naj bi to procesuiral, zaškripa. In potem ne razmišljati na ta način situacijo, ker smo danes, je gotova, to, kar je predlagano, je pa tveganje. A ne? Tudi ostajanje v situaciji, kakršna je danes, je zelo tvegano. Ne? A vi mislite, da če se nič ne zgodi, pa če firme ostanejo take, kot so, da vas menedžeri ne bojo kradili? Če vsi menedžeri kradejo, a mislite, da ne bojo racionalizirali poslovanja tako, da bodo tudi zmanjševali število delovnih mest? Seveda, če ga bojo morali racionalizirati, ga bodo racionalizirati, tudi če ne bo holdinga. Ne? I think the idea is right. I think we need modern products. I think this logistic market has changed. I think something has to be done in Slovenia. It doesn't prevent that people, unions, employees are frightened. Everybody is frightened, oh, what is the consequence for me? And of course, everybody would like to move only if he has a life insurance. That's you cannot blame them for this. There are people sitting there, they cannot defend themselves. So there has to be a convincing process going on the way to tell them, end of the day, the security for working places and for the participation in the market is much higher to go with the market, to follow the customer, to modernize, instead to try to keep what you have and not to move it. Če med vami ne bo zaupanja v ta projekt, je van škodljivo iti zato, ker bodo oportunitetni stroški nezaupanja višji od koristi, ki jih bo prinesel ta projekt, ker se ne bo zagnal, se bo ustavil. Takoj, ko bomo naleteli na prve probleme in problemi pri vzpostavitvi takega holdinga so vedno,
se bo postavilo vprašanje, saj smo rekli, da bodo problemi. Saj smo vas opozorili, da bodo težave. In se bodo stvari ustavile. To vrstna prizadevanja vlade seveda gre pozdraviti, vendar pa je, kot kaže, še vseeno precej zelo pomembnih odprtih vprašanj v zvezi s tem konkretnim predlogom.